Lepo pozdravljeni danes na našem ponedeljkovem liveu, kjer odgovarjamo na vaša vprašanja. Danes vas jaz pozdravljam, pred vami Neja Zupan, Bisernica. Kdor me slučajno še ne pozna, delujem v podjetju Bisernica Consulting. Predvsem, kar je moje življenjsko poslanstvo, je to, da pomagam, da vam pomagam, ker sebi sem že pomagala. Jaz sem šla skozi izkušnjo raka, no pa ne samo raka, jaz sem imela milijonih bolezni in sem se pozdravila. In zdaj pomagam drugim, ki se želite na naraven način pozdraviti. Pomagam tistim, ki želite več vedeti o sebi, tistim, ki se želite prebuditi, preroditi, pomladiti in na koncu biti ponosni na sebe, ker najhujše v življenju je to, da človek umre, pa ni izpolnil tistega, kar si želel. Tako da, ko poskrbite za sebe, ko se naučite, ko napredujete, postanete ponosni na sebe. Ja, to sem zmogel. Ne vem, če sem kdaj v kakšnem liveu razlagala, kako sem jaz sem lahko zelo introvertiran človek. In moja mama je vedno govorila, ja, ti boš pa nekje v enem kotu delala, ti bodo takrat so bili še tipkalni stroji, tiste pisalniški stroji, in ti bodo dali en tak pisalni stroj in boš ti tipkala nekaj v kotu, zato da te ne bo nobeden tikal, da ne bo nobeden imel s tabo opravka. Zato, ker sem malo govorila, pa tako, rada sem bila sama, no, saj sem še zdaj, zelo rada sama. No, ampak danes je moj poklic, da delam samo še z ljudmi. Ampak kaj sem jaz za to naredila? Jaz sem namenoma izbrala, da sem šla učiti v šolo, zato ker je bilo potreben pred toliko in toliko študenti razlagati. Ja, no, bila sem predavateljica na fakulteti in to je bilo včasih tudi 150 študentov v predavalnici. No in, glejte, ko sem jaz šla, sem imela v 7. nadstropju, sem imela svoj kabinet in ko sem šla dol po stopnicah, jaz sem si skozi govorila, zmoreš, pripravljena si, vse je v redu, to je tvoja pot, rasteš. In ko sem šla skozi vrata, sem si zamislila, da grem skozi slab noter in sem rekla, ok, zdaj pa to. Imela sem sicer par stavkov pripravljenih, če sem včasih kaj pozabila, kaj povedati, pa nisem se spomnila, pa sem pa par tistih stavkov sem se na pamet naučila, kaj bom povedala. Ampak šla sem direktno v tisti strah in enostavno se je strah razblinil. In na ta način vsak lahko vse svoje strahove se jih osvobodi, oziroma osvobodi strahove od sebe, ker mi v bistvu te strahove držimo pri sebi s svojo energijo. Ko energijo zamenjamo, se te strahovi osvobodijo. Danes sem hotela pogovoriti zelo zanimiv, ki me je pred nekaj časa mi je ena rekla, Neja, res sem šla težke stvari skozi. A zdaj, ko se je vse umirilo, zdaj imam pa raka. S čim sem si zaslužila to kazen? A smo spet pri tistem, kar sem prej razlagala? Rak ali pa katerakoli bolezen. Sploh ni kazen. To je blagoslov. Zato, ker ko pridejo energijska neravnovesja, ta energijska neravnovesja pridejo tako tiho, pa potrkajo, tok. Če mi ne slišimo tega, pa pride malo bolj, pok, pa še ne slišimo, pa prči, kabum! Evo, to pa
zdaj na ta način pa zdaj daj nekaj narediti. Da se nam je pridružila še Alja, jo bom jaz spustila noter, bo še ona na to temo kaj zanimivega povedala. Evo, takole. Alja, se vidimo, se slišimo. Jaz sem že začela. Super. Ja. Danes sem imela tako zelo pester dan, pol so mi pa majčkeno ure ušle, pa sem jaz Aljo pozabila obvestiti, začnemo ob 6 in ne ob 6 itak ni bilo, ne. Sem rekla, no, sem pa sama začela, ne. Pa bomo pa videli. Ja, pa bomo pa videli, kaj bo. Tako da, Alja, zdaj razlagam o tem, kako dejansko bolezni niso naše kazni, ampak so blagoslovi, ki pridejo zato, da mi naredimo korak, da se mi osvobodimo, da mi spoznamo določene stvari, da se pravzaprav osvobodimo toksinov, zdaj iz svojega telesa, pa tudi iz naše avre, tako da, se pravi, iz našega avričnega telesa. In je, tako kot sem rekla, vsaka bolezen je blagoslov. Samo zdaj prisluhniti je treba, kaj se v ozadju dogaja, ne? Kaj je tisto, kar moramo spremeniti. Zelo velikokrat poslušam, pridejo k meni, recimo pa rečejo, ja, sem šel k enemu alternativenemu, ne vem, nekaj, pa mi je predpisal te dodatke, one dodatke, tretje dodatke. Glejte, mi nismo samo fizična telesa. Za ozdravitev katerekoli bolezni je potreben na 5 nivojih. 2 tedna nazaj sem razlagala, kaj sem jaz vse naredila, ko sem imela vročino, pa ko sem imela, da me je grl bolel, pa slabo sem se počutila, kaj vse sem naredila. Poslušajte, tisti je še na Facebooku, tako da lahko poslušate še enkrat tisti live, ki so ga takrat z Aljo imele. Tako da, kakršnakoli bolezen pride, je blagoslov. Spoznati, kaj na fizičnem nivoju nehati početi, začeti početi ali pa spremeniti nekaj. Isto je na čustvenem nivoju, isto je na umskem nivoju, psihičnem nivoju, isto je na energijskem nivoju in isto je na duhovnem nivoju. In jaz velikokrat rečem, rak, zdaj, ko smo že glih oktober mesec raka, ne, rak je res nekaj takega, ki vam lahko prinese eno ogromno dodano vrednost v vašem življenju in ni kazen. Ni to, da vas, ne vem, ali telo kaznuje, ali Bog kaznuje, zmeraj je, ja, kaj me je zdaj Bog kaznoval. Ali pa kaj me je zdaj telo kaznoval, da je zdaj to. Ne, Bog vam je dal darilo, daj odpri ga, ne zunaj gledati. A veste, zdaj sem se spomnila, ko otroci, veste, ko se v trgovinah kup, so noter v enem blatu, so ena darilca in mora otrok z eno tako macolico ima, pa se pravi, en kladoček, pa nekaj za gor zbijati, take majzle, pa to razbije, da noter pride. Isto je rak ali pa katerakoli, recimo avtoimuna bolezen. Vi iščete najboljše v sebi in vam je to priložnost, da to tudi najdete. Tako da rak, se veste, no, jaz sem šla raka skozi, od začetka sem povedala zelo na kratko, ena izmed bolezni je bil rak. Ampak jaz sem se takrat zelo veliko smejala. In zdaj prav razmišljam o enem
v enem klubu, kjer boste lahko dobili vse te stvari, ki sem jih jaz počela, zato da sem se pozdravila. Ampak to je še zdaj majčkeno skrivnost, majčkeno moram biti skrivnostna, zdaj sem vam samo majčkeno namignila, kaj pripravljam. V prihodnosti boste pa kaj več zvedeli. Tako da Alja, ki zaključuje študij iz nevroznanosti, nam bo pa še iz svojega vidika povedala, jaz verjamem, da tudi kako je bolezen blagoslov. Ja, to je v bistvu pri vseh teh stvareh. To sem se jaz tudi sama naučila, jaz imam tudi zgodovino svega in svašta v familiji in avtoimune zadeve in take zoprne stvari, sploh ko si mlajši, ko si aktiven, ko hočeš stvari početi. In zame en največjih teh premikov je v bistvu bil, in za veliko ljudi, s katerimi sem jaz delala, je premik v načinu razmišljanja, mindset. Da gremo, točno to, kar je Neja rekla, da gremo mi ven iz tega načina razmišljanja, telo je moj sovražnik. Telo mene kaznuje. Zato, ker tle mi takoj, kar naredimo v bistvu na nivoju našega bitja, je to, da v bistvu postavimo zid, ne. Ja, rečemo, na eni strani je moje telo, na drugi strani sem jaz. Sam telo je del vas, ne. Vi morate biti kot ekipa. In jaz tle vidim zelo dostikrat, da ljudje nimajo tega razumevanja. In to zelo veliko pride iz zahodne medicine, iz zahodnega pristopa, zato ker cel zahodni pristop, pa a so to vojne, ali je to zdravljenje, se dela v bistvu kakor napad, ne. Se napada parazite, se napada viruse, se napada bakterije, treba vse na tak zelo moški način, ki se nekaj tam pobije nares, ne. In tukaj mi na isti način, tle v bistvu to vse prihaja, ne, in moramo pri sebi zelo dobro pogledati, kje se to dogaja, zato ker naše telo, ko pride do nekih simptomov, z nami proba govoriti, nam proba nekaj povedati. Telo nam pravi nekaj, kar se trenutno dogaja na enem izmed mojih nivojev, ne štima. Ne moramo iti tako naprej. In jaz tebi na ta način sporočam, da nekaj ne štima. In da je nekaj treba narediti. Zdaj pa, telo samo po sebi ne more nič narediti, ne, če se mi tudi ne odločimo tle, da bomo neke korake naredili, da bomo poiskali rešitve, da bomo šli tja, kamor je treba iti znotraj nas, ali je to fizičen nivo, je naše navade, ali je to čustven nivo, ali je to miselni nivo, kje bomo te stvari izčistili. In zame je bil, mislim, zdaj, ko gledam nazaj, tak, ne, sem tudi sama na ta način zelo dolgo časa razmišljala, ampak zdaj, ko gledam, mene so te izkušnje toliko naučile o sami sebi, vse, kaj v bistvu, pa ni konec še tega potovanja, ne, ko ga zares nikoli ni konec, ampak kaj vse se dogaja in obstaja znotraj našega bitja. Na vseh teh nivojih in so tudi stvari, ki niso naše, so stvari, ki prihajajo od prednikov, ki so tam že več generacij. In ko se te stvari pojavijo, ko pridejo na površje, nam dajo priložnost, da mi sčistimo neke vzorce, ki so lahko tukaj že stoletja. In se te stvari začenjajo odpirati. In ko mi začnemo pri sebi te stvari čistiti, ne glede na nivo, čistimo za generacije nazaj in čistimo za generacije naprej. Zato je delati na sebi ena najboljših stvari, najmočnejših stvari, ki jih lahko naredimo za celotno človeštvo, za celotno stvarstvo. In tukaj nam telo, pa naše misli, pa naše čustveno stanje, naše energijsko stanje nam proba komunicirati. Sam ne more priti reči, jo, Alja, zdaj pa takole, ne, tele kavico vsako jutro, ne, pa hoditi spat ob 11. zvečer, ne, tole ne gre, ne. Ne more tega narediti. In bo rekel, ok, tukaj je ekcem, ne, tukaj je astma, tukaj je rak, tukaj je avtoimuna zadeva. In pol je na nas, da raziščemo to, kar je Neja rekla, od kje to prihaja. In ja, seveda, pri tem je zelo fajn imeti nekoga, ki nas lahko podpira, ne, da do tja pridemo, zato ker iz čisto preprostega razloga, da nas tega nihče ne uči. In da se mislim, da o tem so sigurno že kdaj govorila, če ne še bova, da se je to znanje pri nas sploh na zahodu izgubilo, ne, čez srednji vek, čez zažiganje čarovnic, čez vse to znanje,
moglo biti skrito oziroma je celo bilo uničeno. Tako da to je zelo pomembna sprememba za narediti v načinu razmišljanja. Pa a veste, zakaj je pa res pomembno? Pustimo to, da je to edini način, da lahko res spucamo stvari. Ampak ko mi ozavestimo, da je to način komunikacije našega telesa z nami, gremo ven iz tega razmišljanja žrtve. Mi gremo ven iz tega, da rečemo, o moj Bog, meni se vse te grozne stvari dogajajo, moje telo me ne mara, te stvari se kar zgodijo, kolikrat to slišimo po ljudeh, da se kar zgodi nekaj iz nič in jaz ne morem pri temu nič narediti. Zdaj, če se razmišlja na tak način, pa ne morate nič narediti, pa ne boste nič naredili, zato ker je to že mindset tam od zadnji, način razmišljanja, da jaz sem žrtev, meni se te stvari dogajajo, Bogi jaz, Ko pa mi stopimo v način razmišljanja, da rečemo, moje telo z mano komunicira, pa stopimo v kolaboracijo, v sodelovanje s samim sabo. In to da potem čisto na energetskem nivoju, postvari čisto drugačno situacijo, nam odpre čisto drugačne možnosti in samo po sebi v bistvu začne ta postopek zdravljenja, ker mi rečemo, tukaj sem, to bom naredil, vidim te, slišim te, razumem te, svojemu telesu, samemu sebi in naredil bom karkoli je treba za to, da mi te stvari rešimo, oziroma karkoli je v moji moči, poiskal bom rešitev. In s tem ste postali vi agent, da vi v bistvu stvari in rešitve poiščete, ne pa da je izven vas nekaj, nekdo, ki vas lahko reši oziroma ki vam povzroča škodo. Tako da to je izjemno pomemben delček na poti zdravljenja, kakršnega koli. Ja, to si odlično povedala, tole res naša uradna medicina nas uči, da vse prihaja od odzunaj. Se tudi recimo ta Pasteurjeva teorija, on je naredil raziskavo in je dal v bučko, je dal juho. In je imel bučko zavito, in se ta juhca ni pokvarila. Potem je pa bučko odlomil in je bila takoj odprta in se ta juha hitro pokvarila. In s tem je on predvideval, da od odzunaj prihajajo stvari, da nas napadajo. Ja, njegov sodobnik, ki so ga pa tako zelo potučkali, hitro so ga skrili, zato ker ni dosti profita prinašal, je bil pa Beckamp. Ne vem, če se čisto, kako se imenuje, a ti poznaš to teorijo? Poznam teorijo, ne vem pa imena. Kako se imenuje? Teorija terena, mislim, da se imenuje. Jaz ga imenujem Beckamp, ta, ki je to, pa dal v bučko živo miško. Pa enkrat je bila bučka zavita, enkrat je bila bučka odprta, ampak kakorkoli, bučka je bila zavita ali pa odprta, je bila ta miška kar živa. Kar pomeni, da če je nekaj živo, potem nič drugega ne bo noter prišlo. In moramo mi življenje v sebi ohranjati, zato da nas te kvazi ne vem kaj ne bo napadali. In ohranjati zdravje pa pomeni na fizičnem nivoju dobro skrbeti, se pravi ustrezne navade imeti, hrano, kakšne prehranske dopolnila pojesti, ustrezna, skrbeti za svoje misli, za svoja čustva, za svoje energije in zato, da smo v glavi mirni. Evo, pa ni nobenega napadalca od zunaj. Tako da glavna stvar, kdor hoče biti resnično zdrav, je mir v telesu, čustvih, mislih, energijah in duhu. Mir. Mir. In mi imamo še tako čudovito besedo. Mir, nekaj dobrega. Mir. Mir. Ker recimo, če pa mi tako, kot je Alja rekla, enega telo jemljemo kot, lej, kvas mi naredil, lej, zdaj pa še ta bolezen prišla, je tako, kot bi imeli potem enega otroka, ki bi bil, recimo, bi tam skakal otrok, itak
otroke hoče veliko pozornosti, bo okrog vas skozi skakal, vi ga pa sam še fajn skloftate, a mi daš mir, kaj boste naredili s takega otroka? Ja, živčno razvalino, ali v kjerkoli smeri, ne. No, in tukaj isto, telo je vaš otrok in ga je treba negovati kot otroka. Da, mir, ja, mir. No, evo, tako da dajte spodaj v komentar, napišite vaše vprašanja, midve skozi odgovarjala na različna vprašanja in sva vsak ponedeljek z vami. Tako da lepo se imejte in se vidimo prihodnji teden. Adijo. Čau.